Gospod Grims, opozicija je bila kritična do sklepov, ker zgolj nalagajo in podpirajo delo vlade in drugih institucij pri boju proti tako imenovani tekonizaciji Slovenije. Kaj je pravzaprav rezultat današnje seje? No, opozicija je bila seveda kritična, kajti slika, ki ste jo že prej pokazali in je izjemno sporočilna, se prikazuje nosilca kapitala v dominantni vlogi in nosilca tranzicijske politike po izrazito podrejeni svoji prestrašeni vlogi in na ta način, brez da bi vedelo, če se ta pogovarja, da je sporočilno močnejša kot 1000 besed, opozicija mora se zato na nek način poskušati preupiti. In mimo grede novinarja oziroma tisti, ki je tole sliko posnel na ta način, bi se zaslužil Pulitzerjevo nagrado samo osebno za napredajo. Zdaj, kaj pa sporočilo te konkretne zgodbe pa je seveda popolnoma jasno. Državni zbor kot zakonodajalec in kot hkrati temeljno politično demokratično telo mora dati zelo jasen impuls vsem v Sloveniji, vsem institucijam, da morajo dosledno izvajati zakone, da so vsi pred zakonom enaki, ne glede na to, koliko nekdo kapitala na nekem kasac firmi ali pa na ne vem kateri slamnati osebi, da torej v celoti, vsaj kar se tiče SDS, iskreno zavračamo tisto logiko, ki jo je eden od članov tranzicijske opozicije pred časom tako definiral, ko dejal, veste, taki gospodov, da ne smejo voziti marice. Ne, vsi morajo biti pred zakonom enaki in to mora biti temeljno politično sporočilo te seje. To trdim, da smo tudi dosegli. Namreč to sporočilo ne zadeva samo teh preiskovalnih institucij, kot so recimo agencije, ampak v veliki meri, to posebej poudarjam, tudi na pravosodno vejo oblasti, ki je v trenutku, ko so agencije po kadrovskih menjavah, pa boš politično nastavljeni tudi končno, začele opravljati svojo nalogo, stopilo v tako imenovani beli štrajk. In pri tem mimo grede še zahteva večje plače. V prejšnji seji je veliko navdušenja pravzaprav vseh požel predlog o ustanovitvi finančne policije. Vlada ne bi to možnost preučila. Ali pričakujete, da bo v prihodnjih dneh mogoče tudi ta zakonodajni predlog postala v državnem zboru? Kar se tiče finančne policije, bi tudi tukaj moral res pohvaliti raziskovalno novinarstvo, ki je v tem času od zadnje seje lepo razkrenkalo dvoličnost tiste osebe iz ene od tranzicijskih opozicijskih strank, ki je to na veliko razlagala v parlamentu, hkrati je pa sama pisala recept BTC-ju, kot recimo temu čudežni deček, za lastninjenje BTC-ja, v katerem je celo sodišče presodilo, da pomeni oškodovanje malih delničarjev. To se pravi, je tudi sama ta oseba sodelovala pri spornih poslih, zdaj pa kot je običaj pri tranzicijskih, da na nek način spreminjajo pozornost. No, kako se to konča, bi pa samo nadaljeval pri tem, kar je gospod Kumer rekel, če bi res prišlo do cilja, ki ga on postavlja, potem bi najbrž tisti stegnjeni palec in dominantna pozicija gospoda Boška Šroka postala stalnica v slovenski politiki. Na ta način bi očitno res ta kumulativni, vendar netransparentni kapital postal gonilna sila sam osebno in vesel sem, da sem član SDS, ki se za to zavzema, pa predlagam popolnoma nasprotno pot, to je vzpostavljanje pravne države, enakosti pred zakonom in brezpogojno zahtevati od institucij, da polno opravljajo svojo vlogo. Da so to začele šele zdaj, ki je pa zgodba silno enostavna. Potrebno je bilo čakati, da se je nekateri iztekel mandat, nekateri so hvala Bogu že prepozno odstopili sami in ko so prišli novi ljudje na čelo teh institucij, so iznenada začeli opravljati svojo nalogo. To seveda je znana zgodba, ki pa kaže, kako je bilo prej politično kadrovanje vplivo vse pore družbe in seveda za koga je opozicija vas čas tako na glas vpila. Kada smo samo rekli, da bomo nekoga zamenjali, je bilo kričano, ja, politika prevzema neodvisne institucije, kadrovski tsunami in podobne neumnosti. Danes se pa točno vidi, kateremu že čigavo koristi šlo to početi. Samo kako gospod Grims, finančna policija do konca tega mandata, ali ne? Za finančno policijo se nas zavzema kar precej. Seveda pa je to zgodba, ki jo ne smemo narediti na poruk, ampak jo je treba zelo dobro pritekati in zastaviti. Sam osebno pričakujem, da bo vlada v roku, ki ga je postavil v parlamentu, rešili se na prejšnje seje, predlagala ustrezne ukrepe v okviru možnosti države Slovenije, zato da se pač s temi postopki nadaljuje, ker celo sem pripričan, da v tem trenutku Slovenija stopa